Mediji niso več samostojna podjetja, ampak so večinoma del večjega sistema. Tako je na primer pri tedniku Mladina, za katerega smo že predstavili lastništvo in ugotovili, da je z lastniki povezan tudi Filippo Del Fuso, ki je v Italiji obtožen organiziranega kriminala. Stojan Petrič, ki obvladuje FMR, je lastnik Dela, ob tem pa je v nadzornem svetu Kolektor Holdinga, čigar hobotnica se razteza vse od elektromotorjev, medijev pa tudi gradbeništva. Predsednik uprave časopisa Dnevnik je Bojan Petan, ki je tudi predsednik uprave Založbe Slovenije in Term Čatež. Vsebino medijev narekujejo lastniki, s tem pa rušijo temelj poslanstva medijev kot četrte veje oblasti. Jaz bi se bolj kot z uredniki obremenjeval, oziroma jaz bi se bolj kot z uredniki ukvarjal pa z lastniki medijev in se spraševal, zakaj kot bralci oziroma kot medijski uporabniki dovoljujemo tak način poslovanja oziroma poslovanje, kjer je v bistvu etika in morala in vse tisto, za kar naj bi bilo novinarstvo malo drugačno od ostalega gospodarskega privatnega sektorja, zakaj se to dovoljuje oziroma zakaj se to še zmeraj dogaja in kaj lahko mi naredimo. Časnik Večer je leta 2014 prevzelo podjetje Večer Skupina svetovanje in storitve in ima 100% delež podjetja Časnik Večer. Večer Skupina je v 40% lasti Uroša Hakla in 40% lasti Saša Todorevića, ter 20% lasti podjetja Hakl in Hakl, ki ga obvladujeta sin Uroš in oče Boris Hakl. Podjetje Večer Skupina obvladuje še druga podjetja, ki ima pester nabor dejavnosti. Od potovalnih agencij, proizvodnje čolnov za razvedrilo in šport, posredništvo pri proizvodnji tekstila, oblačil, krzna, obutve in usnjenih izdelkov, pa vse do organizacij razstav, sejmov, srečanj in poslovnega svetovanja. V organigramu Večer Skupine najdemo 10 povezanih podjetij. 6 med njimi je v 100% lastništvu podjetja Večer Skupine, 4 pa v delnem. Podjetje za informiranje Murska Sobota, Izstopaj, Časnik Večer, Medija Turizem, Zavod Pisk in na žlico popolnoma obvladuje podjetje Večer Skupina. Podjetje Lanamet je v 33,33% lasti Večer Skupine, Večer Revije v 66,67% lasti, FS v 33,33% in Seascape v 5,79% lasti podjetja Večer Skupina. Znotraj povezanih podjetij se večkrat pojavijo imena lastnikov podjetja Večer Skupina, Uroša Hakla in Saša Todorovića. Uroš Hakl je tako direktor v podjetju za informiranje Murska Sobota, Časniku Večer, Zavodu Pisk in Večer Revije. Saša Todorović pa Izstopaj, Časnik Večer, na žlico in Lanamet. Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za vodenje in nadzor v poslovnem letu 2016 prejeli direktorji v Večer Skupini, je 93.272 evrov. Tako kot je kompleksna struktura teh medijev, je komplicirano tudi njihovo financiranje. Po podatkih poslovnega asistenta BZC je imela skupina Večer v letu 2015 skoraj 2 milijona evrov prihodkov od prodaje, v letu 2016 pa že več kot 3 milijone. Število zaposlenih pa se je manjšalo. Leta 2015 je Večer Skupina zaposlovala 136 ljudi, leto kasneje pa še samo 65. Delo DOO je imel v letu 2015 več kot 38,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, v letu 2016 pa skoraj milijon evrov manj. Število zaposlenih v letu 2015 je bilo 347, 2016 pa 325. Dnevnik pa je imel v letu 2015 skoraj 19 milijonov prihodkov, v 2016 pa 800 tisoč evrov manj. Medtem ko so leta 2015 zaposlovali 151 ljudi, so naslednje leto imeli enega manj. Lastništvo slovenskih medijev je vse prej kot enostavno. Kompleksna lastniška struktura tako izkrivlja realno sliko novinarskega poročanja, saj večina množičnih medijev služi interesom kapitala in lastnikom, ki ta kapital posedujejo. To pa je daleč od poslanstva medijev, ki bi kot četrta veja oblasti morali delovati v interesu javnosti.